Pozdravljeni! Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic iz sveta Formule 1. Skupaj si bomo ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tokratni komentar novic je že 48. letos. In kot običajno tudi tokrat 4 različni sklopi, kjer bom skušal predstaviti vse tiste teme, ki po mojem mnenju potrebujejo dodatni komentar ali pa niso dobile dovolj pozornosti. Pa vseeno, ukolikor bo koga izmed vas zanimalo, kaj piše v citiranih člankih, imate kot običajno bližnjice navedene v opisu. In da ne bomo predolgi, je najbolje, da začnemo z našim prvim sklopom. Odstop Matije Binota je verjetno tematika, ki je napolnila marsikakšen stolpec v medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. In sam tu navajam članek, ki potrjuje njegov odhod in je bil objavljen na uradni strani Formule 1 f1.com 29.11. In treba je tudi poudariti, da sem sam napravil vsaj 3 samostojne prispevke o tej temi. Torej, marsikdo izmed vas bi lahko dejal, da saj nimamo še kaj dodati k tej zgodbi. A vseeno so malenkosti, ki po mojem mnenju zaslužijo našo pozornost. Matija Binotto je odstopil in to je rahlo drugačna zgodba od tiste, katero smo pripovedovali na samem začetku. In če se spomnimo, takrat so strani skuderije Ferrari vse te govorice označili kot neutemeljene. Ali nekaj dni zatem Benedetto Vinja je povedal, da se v bistvu zahvaljuje Binottu za dobro delo. Stara fraza, ki je nekako hotela poudariti, da je prišlo do neke vrste sporazumnega odhoda. Ni samo Binotto odstopil, tudi vodstvo mu je pokazalo, recimo temu, pravo pot. A tu je treba dodati še nekaj zanimivega. Prav v istem obdobju je odstopilo tudi vodstvo nogometnega kluba Juventus. In marsikdo izmed vas me bo sedaj čudno gledal, kaj se ukvarjam z nogometom, kajti tu se pogovarjamo o Formuli 1. Gre za klub, ki je v lasti družine Agnelli Elkann, prav tako kot Ferrari. In pri odstopu vodstva kluba ne smemo pozabiti, da je bil med člani nam znana osebnost Maurizio Rivabene. In kot zanimivost, tudi vodstvo kluba Juventus je odstopilo prav tako kot Binotto. In ker je šlo samo za nekaj ur razlike, lahko sklepamo, da John Elkann se je dobesedno naveličal slabih finančnih poročil oziroma primanjkovanja rezultatov na progi. In vidimo lahko, kako v svetu športa, v našem primeru motošporta, zasluge iz preteklosti ne veljajo prav nič, če v danem trenutku ne dosežeš rezultatov. V prihajajoči sezoni 2023 nas čaka sprememba na področju vzvratnih ogledal. To smo lahko prebrali naprimer v članku, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletnega portala motosport.com 28.11. In seveda v tekstu lahko zasledimo, da se bo sama dolžina ogledala povečala. Namreč iz dosedanjih 150 mm
bo seveda narasla na 200 mm, sama višina bo pa ostala nespremenjena, 60 mm. In seveda, ukolikor imamo mi navdušenci nekako v tekstu samo številke, si težko predstavljamo, kaj pomenijo te mere, ampak sedaj tu na tej šabloni iz milimetrskega papirja so lahko zadeve malce bolj jasne. In meni osebno se zrcalo kot tako sploh ne zdi majhno, težava je nekje drugje. Z vsemi varnostnimi elementi, kot so na primer lok halo, lahko ima voznik težavo sploh videti v to vzvratno ogledalo. In konec koncev na zadnjem delu bolida se nahaja kar nekaj elementov, ki v bistvu izjemno otežujejo pogled, kot elementi, kot so na primer zadnje pnevmatike ali zadnji aerodinamični stabilizator, ki v bistvu zapirajo celotno zorno polje. In v samem članku je omenjeno še nekaj zanimivega. Pri FII so razmišljali tudi o uporabi kamer za pogled nazaj. A ideja ni še zrela zapriti v tehnični pravilnik. Namreč ugotovili so, da se današnja tehnologija ni še dovolj razvila, namreč pri prehodu iz senčnih v svetlejše dele proge ima kamera kar nekaj težav s prilagajanjem, kar bi pomenilo, da vozniki v nekaj danih trenutkih sploh ne bi imeli pogleda na tisto, kar se dogaja za njimi. In to v bistvu ne bi spremenilo situacije glede na sedanjo, ko uporabljajo zrcala, ampak dobro vemo, da ta delujejo. Po drugi strani je treba omeniti še nekaj, kar pa v tekstu ni zajeto. Tak sistem s kamero in monitorjem bi pomenil dvig same mase in letos so imele ekipe pravzaprav težave s tem, saj smo videli, da so mnoge bolide dobesedno razbarvali. Kaj bi pa pomenilo vpeljavo takega sistema, je vsakomur izmed nas jasno. A zadev ni še konec. Namreč marsikdo izmed nas si bo sedaj mislil, da včasih so imeli vozniki bistveno boljši pogled na tisto, kar se je dogajalo za bolidom. In videli smo, da na tej šabloni nekako površina samega ogledala sploh ni tako majhna. Ampak kaj je bilo včasih? No, sam v moji zbirki, imenujemo jih nepotrebnih drobcev, imam tudi to vzvratno ogledalo znamke Sermling. Seveda znamka, ki je bila popularna v začetku 70-ih let. In ukolikor pogledamo razne fotografije Ferrarija 312B, bomo videli, da tisti bolid je imel nameščeno to vzvratno ogledalo v pravzaprav tej dimenziji. Sedaj vam moram priznati, da ukolikor si ga namestim v tisti položaj, ki ga vidimo na fotografiji, pravzaprav ne vidim za mojo ramo pravzaprav nič. In če to sedaj malce primerjamo s šablono, ki jo imamo tu, nam bo tako jasno, da z časom so se tudi vzvratna ogledala bistveno povečala. Samo nekoč takim zadevam niso posvečali pozornosti, ki je pa prišla seveda na vrsto danes. A to pomeni, da v Formuli 1 se neprestano razvija določene zadeve, samo zato, da bi bili bolidi zmeraj bolj varni in zanesljivi, ne samo, da so hitrejši. A pojdimo na naš tretji sklop. Verjetno je marsikdo izmed vas spregledal izjavo voznika Aleksandra Rosija, ki jo sam povzemam po članku objavljen na spletni strani GP Blog 29.11. Kot dobro vemo, Logan Sargent v prihajajoči sezoni 2023 bo vozil za ekipo Williams in Logan je Američan.
Ampak Aleksandar Rossi ponavlja zgodbo, katero smo mnogokrat slišali pred meseci. In ja, vračamo se k Coltonu Hurti, ko je nepravičen sistem, ki ubogemu Coltonu ni dovolil, da bi zbral dovolj točk. A težava je sedaj v tem, da Američani imajo predstavnika, ampak ta zgleda, da nekim vplivnim krogom ni pogodu. Namreč težava Coltona Hurta ni v tem, da sistem ne bi bil pravičen. Težava Hurte je v tem, da v prvenstvu IndyCar dobesedno ni dosegel dovolj dobrih rezultatov. Letos so bili pred njim, na primer, Palou, Pato O'Ward in že prej omenjeni Alexander Rossi. Prav, Rossi je zadnji predstavnik Združenih držav Amerike v Formuli 1, seveda pred Loganom Sargentom. Bil je član ekipe Manor v sezoni 2015 in superlicenco je osvojil seveda v prvenstvu takrat GP2. In sedaj se lahko nehamo sprenevedati, kaj se dogaja v ozadju. Ni težava v samem sistemu, temveč dobesedno v propagandi, ki jo skuša usmeriti družina Andretti. Prav ste razumeli, Rossi je član ekipe Andretti, v naslednji sezoni bo prestopil v McLaren in seveda zagovarja še malček svojega moštvenega kolega. Išče izgovore, ampak to, da v Formuli IndyCar imamo kar nekaj predstavnikov, ki po Formuli 2 niso prišli v Formulo 1, nam mnogo pove o kvaliteti samega prvenstva. In če to ni dovolj, letos je dirko za 500 mil Indianapolisa dobil Marcus Ericsson, ki verjetno se ga vsi spomnimo kot ne prav blestečega voznika v svetovnem prvenstvu Formule 1. In najboljši izmed novincev je pa Christian Lundgaard, ki je bil lani v prvenstvu Formule 2. Torej, vidimo lahko, da Colton Hurta, ukolikor bi si res toliko želel priti v Formulo 1, bi lahko za sezono presedlal v Formulo 2 in zbral potrebne točke, prav tako, kot je storil Logan Sargent. A verjamem, da za mnoge bi bilo to dobesedno preveč težavno. In menim, da je prišel čas, da tudi to temo za kar nekaj časa zaključimo. Kajti tako kot vi sem tudi sam si takšnih politično korektnih izjav, ki pa merijo v samo določeno smer. Pojdimo še na naš zadnji sklop. Za konec pa še izjava Aleksandra Albona. Navajam jo po članku, ki je bil objavljen 28. novembra na spletni strani motorsport.com. Kot se verjetno vsi mi dobro spomnimo, na veliki nagradi Italije Aleksandar Albon ni nastopil, ker je dobil vnetje slepiča in moral je pod kirurški nož. Namešal ga je Nick de Vries, osvojil točke, kar je pomenilo izjemno odskočno desko za nadaljevanje njegove kariere. Dobro vemo, podpisal je za ekipo Alfa Tauri. A Aleksandar Albon je povedal še nekaj zanimivosti glede svojega zdravstvenega stanja. Ni si še opomogel od operacije in da bo zopet 100% pripravljen, bo trdo delal med tokratnim zimskim premorom. Povedal je nekako tako, da na veliki nagradi Singapurja je bilo izjemno težko. Na veliki nagradi Japonske je bil pripravljen približno 75%. Na to pa so zadeve nekako stekle, čeprav ni bil 100% pripravljen. Mnogokrat smo govorili, v kakšni fizični pripravljenosti so vsi vozniki svetovnega prvenstva Formule 1. In če vzamemo v zakup, da je Aleksandar Albon res izpustil samo eno veliko nagrado, lahko kaj hitro razumemo,
kako majhen dogodek lahko vpliva na potek celotne sezone. Ne samo, da je Albon izpustil dirko v Italiji, posledice je čutil vsaj še 2, če ne 3 velike nagrade. In to je zanimivo, ukolikor se bo komu drugemu zgodilo kaj podobnega. Lahko se spomnimo, da prvi 2 dirki v sezoni 2022 je izpustil Sebastian Vettel. In tudi njegova forma, ko se je vrnil v cirkus Formule 1, ni bila verjetno na tistem nivoju, kot je marsikdo izmed nas pričakoval. A seveda gre samo za zanimivost, ki zaključuje naš redni komentar novic. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.